Zdravstvo je izjemno kompleksen sistem, v katerem je iskanje rešitev za težave, naj si bodo te kadrovske, organizacijske, strokovne, povezane s standardi in normativi ali s kakovostjo in varnostjo stalnica. Zato me zanima, kako bo v prihodnje ljubljanski univerzitetni klinični center kos tovrstnim izzivom, kakšen je vaš recept? Zagotovo so osnova dobri, da ne rečem pravilni podatki in pa seveda strateško razmišljanje oziroma upravljanje, ki bo postavilo nazaj klinični center na pot, v kateri je že v preteklosti bil in več kot odlično opravljal svojo nalogo, kajti samo na ta način bo klinični center svoje poslanstvo lahko opravljal tudi v bodoče. Kako pa pravzaprav ocenjujete strateško ukrepanje? Gre tu za strategijo razvoja ali zgolj za strateške, recimo pod navednicami, gasilske ukrepe, če govorimo o področju zdravstva? V mislih imam seveda strategijo razvoja univerzitetnega kliničnega centra, kajti zdi se, da je v Sloveniji oziroma zelo široko danes glavni strateški cilj gašenje požarov in to seveda vodi vedno globje v težave, ne pa v neko urejeno prihodnost, in zato je tukaj potrebna strateška, dolgoročna usmeritev oziroma načrt kliničnega centra, tako strokovni kot tudi poslovni, in na podlagi tega se bo dalo graditi in postaviti klinični center organizacijsko, strokovno in pa tudi operativno na nivo, ki ga Slovenci pričakujejo oziroma si ga zaslužijo. Seveda pa, če se zazremo v prihodnost, vidimo, da so izzivi zelo resni. Če pogledamo samo z vidika staranja slovenskega prebivalstva, tukaj so številke pravzaprav neizprosne. Res je, demografske spremembe so se že začele zelo intenzivno dogajati. Slovenija je žal zamudila čas, ko bi se na to lahko pripravila, tako da ta trenutek že izvajalci zdravstvenih storitev sami poizkušamo reševati zadeve skupaj s centri za socialno varstvo in ključno je seveda, da se zagotovi zadostno financiranje in pa seveda prostorski in pa kadrovski viri, da bomo lahko tej starajoči populaciji zadostili. Pa lahko zdajšnje stanje in tudi projekcije na tem področju ilustrirate z nekaj konkretnimi podatki, denimo s številom hospitaliziranih pred 10 leti in danes? Ja, danes v bolnišnicah hospitaliziramo 40% več starejših od 80 let kot pred 10 leti, kar seveda pomeni, da hospitaliziramo bistveno več pacientov, ki so bolj bolni oziroma polimorbidni, ki so slabše pokretni, ki so socialno odvisnejši. In zgodilo se je še nekaj v zadnjih 10 letih, da smo seveda lestvico oziroma letvico kakovosti zdravstvenih storitev postavili precej višje, kot je bila ta pred 10 leti, in seveda zato je težko izvajati zdravstvene storitve oziroma zadostiti potrebam prebivalstva z enakimi viri. Tukaj imam v mislih tako prostorske, kadrovske vire kot tudi opremo, in tukaj nas čakajo veliki izzivi in zdravstvo mora biti, tako kot je bilo rečeno že večkrat s strani ministra in pa premierja, prioriteta, nacionalna prioriteta. Katere pa so prednostne naloge, ki jih pravzaprav v skrbi za paciente vidite kot generalni direktor UKC Ljubljana? Še enkrat. Katere so v bistvu prednostne naloge, ki jih v skrbi za paciente vidite kot generalni direktor? Mislim, da zagotavljanje kakovostnih in pa varnih storitev tako na nivoju bolnišnice kot take za širše območje Ljubljane, kot seveda terciarnih storitev za širše območje Slovenije, in to je tisto glavno poslanstvo kliničnega centra, ki mu sledimo in ki je glavni cilj.